Mineva 6 let od zapisa pravice do pitne vode v ustavo, skoraj 2 leti od referenduma za pitno vodo, polna usta čiste pitne vode iz ustave pa se končajo pred vrati magistrata. Za temi vrati očitno veljajo neka druga pravila in točno se vidi, kdo je gazda v naši državi. Na seje Državnega zbora, parlamentarnih odborov ne pride nobeden minister, ne pride Nataša Pirc Musar, naša predsednica, ne pride varuh človekovih pravic, niste prišli niti vi, niti predsednica Državnega zbora. Na tem mestu se mi res poraja vprašanje, koga se vi pravzaprav bojite. Spoštovani predsednik Vlade, ustavite, res je potrebno ustaviti gradnjo kanala C0, sem že prej povedal, zakaj, kakšni so razlogi, nima vseh potrebnih soglasij, nima gradbenega dovoljenja in ta projekt še vedno teče dalje. Ustavite ta projekt, tudi če se boste mogli dvakrat upravičiti, korist bo imelo 330 tisoč naših državljanov. Zdaj pa morate sami presoditi, ali je za vas bolj pomembno, da naši državljani, 330 tisoč ljudi, pije čisto pitno vodo, ali je bolj pomembno, kaj v naši državi reče gazda. Se treba samo odločiti. Jaz želim, da se v skladu s poslovnikom opravi seveda tudi razprava na eni izmed naslednjih sej. Se pa zavedate, ne vem, če se vi dobro zavedate zdaj v tem trenutku, da ravno vi nosite največjo odgovornost tukaj in zdaj in sedaj in se ne zagovarjati nazaj, da se je začel projekt leta 2016. In če tega projekta ne boste ustavili danes, boste mogli nekoč stopiti pred ljudi in jim lepo povedati, da ne morejo več piti vode iz pipe. In to bo vaša odgovornost, ker samo vi lahko ustavite ta projekt. Usoda čiste pitne vode je v vaših rokah. Velika odgovornost, predsednik Vlade. Gospod Aleksander Reberšek, izrekam vam opomin za tole kršitev. Sploh ne vem, kaj ste s tem hotel. Prosim, če tole vodo odmaknete. Jaz še imam kar besedo. Prosim, če to vodo odmaknete. Nisem še zaključil, jaz še imam kar besedo. Čas mi jemljete, jaz še imam kar besedo. Vodo boste prej odmaknil, ustavite prosim uro. Jo bom umaknil na konc te seje, bom umaknil, bo šel iskati in bom umaknil. Gospod Reberšek, a se lahko prosim lepo obnašate malo manj populistično in nastopate z argumenti? Lepo prosim. Glejte, zdaj pa samo malo. To, kar ste naredili, je bil čisti populizem in čista zloraba tega predloga, ki ste ga podali. Ne morem dokončati, kar želim povedati. Vam bomo dodali čas. Kar dodajte mu zraven, prosim, še te pol minute, kolikor je imel. Kar dodajte mu. Izvolite. Ja, veste, spoštovana predsednica, to ni noben populizem, če se zavzemaš za čisto pitno vodo, ker nekdo želi in dela vse v smeri, da napelje kanalizacijo čez čisto pitno vodo. Populizem je to, kar se greste vi, posvajate neke šimpanze, opice tam po Afriki, skačete, to je populizem. To, da se pa nekdo bori tukaj noter za čisto pitno vodo in daje predsedniku Vlade jasno sporočilo, da ne ustavi ta projekt, bolj nazorsko mu ne morem pokazati, kot sem pokazal, da sem mu prinesel čašo čiste pitne vode, to pa ni noben populizem. To je borba za naše naslednike, da bojo pili isto čisto pitno vodo, kot smo jo pili mi. Narave, čiste pitne vode nismo podedovali od naših prednikov, ampak smo si jo sposodili od naših zanamcev in delovati moramo odgovorno v tej smeri. Hvala. Hvala lepa. Kot sem vam povedala, opomin sem vam dala, tako da od zdaj naprej vas prosim, da ste malo bolj previdni pri svojem izboru in tudi pri tem, kako izvajate postopkovni predlog, ker to je bila čista zloraba postopkovnega predloga.